Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes bomo govorili o ciljih. Kako lahko uskladimo svoje osebne cilje, ne da bi pri tem žrtvovali svoj partnerski odnos? Poglejte, najprej za začetek v bistvu neka zadeva, na kateri pade večina ljudi v partnerstvu. Ko se mi v partnerstvu srečamo, v bistvu se za partnerja odločimo, ker je partner zanimiv. Partner je zanimiv zaradi stvari, s katerimi se ukvarja, zaradi svoje osebnosti in tako naprej. In potem dejansko, ko mi gremo v partnerstvo, vse te stvari dejansko pustimo, in potem začnemo dejansko popolnoma novo zgodbo. Kaj dejansko to pomeni? Verjamem in moja izkušnja je, da v bistvu v partnerstvu moramo imeti skupne cilje. Ampak v partnerstvu moramo imeti tudi svoje cilje. To pomeni, partnerka ima svoje cilje in partner ima ravno tako svoje cilje. Ravno tako pa v partnerstvu morata imeti svoje cilje. Ravno tako v partnerstvu morata imeti vsak svoje hobije. Morata imeti neke skupne hobije. In ravno tako morata imeti v partnerstvu vsak svoje prijatelje in morata imeti skupne prijatelje. Ker poglejte, v bistvu vse te stvari, ki smo jih imeli, preden smo se spoznali, smo imeli svoje hobije, imeli smo svoje cilje, v bistvu delali smo na sebi. Dejansko vse to je bilo tisto, kar nas je gradilo, vse to je bilo tisto, kar nas je sestavljalo. In vse to dejansko je bilo tisto, kar nas je naredilo privlačne. In dejansko potem pa pridemo skupaj z partnerjem, in potem vse to pozabimo in zdaj bomo pa imeli samo še skupne prijatelje, samo še skupne in tako. In potem s časoma dejansko partnerstvo postane dolgočasno. Partnerstvo postane dolgočasno, ko partnerja postaneta dolgočasna. In dejansko, če imam seveda, da je zadeva potem popolnoma jasna. Če posebej recimo moški del, je recimo moški se ukvarja z športom, imel je neko skupino prijateljev, s katerimi so šli na pivo in recimo v petek zvečer ven in tako naprej. To so neke osebne zadeve, ki mogoče jih je treba bistveno zmanjšati, prilagoditi in tako naprej. Ker v bistvu, če se jaz ukvarjam z športom, recimo jaz sem osebno sem bil še tekmovalni kolesar, in dostikrat sem tudi, ko sem bil v partnerstvu, sem razmišljal, da bi si zopet nabavil eno luštno kolo in bi si zopet malo podoživel te moje izkušnje in tako naprej. Ampak enostavno sem prišel do nekega zaključka, da če želim iti na kolo, potrebujem potem mogoče 2-3 ure dnevno, parkrat tedensko, kar pa je v tem trenutku za moje partnerstvo bistveno preveč. Prva stvar, ki jo moramo narediti, ko se srečamo skupaj v partnerstvu, je, da dejansko se pogovorimo o svojih pričakovanjih. Večina oziroma vsa razočaranja v partnerstvu se pojavijo, zato ker mi se ne pogovarjamo o svojih pričakovanjih. Če recimo se spoznate, bom rekel tako, če bi recimo bil jaz na vrhuncu svoje tekmovalne kariere in takrat spoznam partnerko, potem je, bom rekel, nekako razumljivo, da če imam jaz še vedno željo, da dejansko nadaljujem za svojo tekmovalno kariero, potem seveda najdem partnerko, ki to razume in ki me pri tem podpira, in potem je razumljivo in dejansko, da bom jaz porabil večino časa za trening in za tekmovanja. Ampak bom rekel kasneje, če pa v bistvu, bom rekel, kot nekateri dostikrat se zgodi, da nekdo je v mladosti se ukvarja s športom in potem ni bil uspešen, in potem želi podoživeti svojo mladost in potem porabi ogromno časa in ves denar, vse to, da bom rekel, na stara leta potem tekmuje in se udeležuje raznih tekmovanj.
Glejte, v bistvu bom rekel, če je to v paru v redu, če je to v skladu z njunimi pričakovanji, je ok. Prva stvar je, da se pogovorimo o svojih pričakovanjih. Kaj dejansko vi pričakujete od partnerstva, ne? Na kakšen način si predstavljate partnerstvo, in potem je še druga stvar, ki je še bolj pomembna, so pa vrednote. Kaj je za mene pomembno? A je za mene recimo pomemben uspeh, a je pomembno so doživetja, a je moja vrednota, da potujem po svetu, a je moja vrednota, da se zabavam, ne? Ker v bistvu nekdo, ki se zabava, ne? In nekdo, ki želi dejansko pač, bom rekel, se ves čas razvijati in doseči nekaj v življenju, dejansko bosta imela pač skupaj malo problemov, da bosta zadeve uskladila. Ne? Vrednote, ne? Ko najdemo nekoga, jaz vedno pravim, ne? Za partnerstvo so 3 koraki. Najdemo nekoga, ki nam je všeč. Ne? V drugem koraku preverimo, kakšne so vrednote in kakšne so pričakovanja. Ne? Dejansko vrednote so tiste, ki diktirajo pričakovanja. Ne? Ker če so neke naše vrednote, ne? Ki so nam pomembne, dejansko na podlagi teh vrednot dejansko ta naša pričakovanja uskladimo. In seveda potem tretji korak je pač potem samo, da življenje si organiziramo. Ne. In v bistvu, tako kot sem rekel, jaz verjamem, da v bistvu oba partnerja morata imeti še nekaj zase. Ne. Partnerka, ženska, mora imeti svojo najboljšo prijateljico, kateri včasih malo potoži. Čeprav v bistvu pač preveč zopet ni v redu, ker pač, bom rekel, samo priteževanje, energija priteževanja ni v redu, ne? Ampak dejansko, ker moški sam ne more, bom rekel, handlati vseh teh zadev. Ne? Partnerka in partner ne morete, saj sta najboljša prijatelja, ampak če je to edino, kar imata, in če vse stvari delata skupaj, potem dejansko čez nekaj časa ugotovita, ne, sem v partnerstvu in sem se popolnoma žrtvovala, izgubila sem sebe. Zakaj se je to zgodilo? Kje se je to zgodilo? Ja, takrat, ko sem partnerstvo popolnoma, bom rekel, postavila pred moje v bistvu vse interese, moje želje, moje hobije in tako naprej. To pomeni, v partnerstvu moramo imeti svoje prijatelje, vsak svoje prijatelje in skupne prijatelje, vsak svoje cilje in v bistvu skupne cilje, vsak svoje hobije in skupne hobije, ne? Ampak vse skupaj pa moramo uskladiti glede na naše pričakovanja in glede na naše vrednote. Seveda pač, če imamo še potem otroke, potem avtomatsko moramo razumeti, da mogoče nekih stvari ne bo več toliko pogosto. Ne? Če se želim peljati s kolesom, se ne bom peljal vsak dan, ampak grem mogoče enkrat na 14 dni ali pa to odvisno od tega. Ampak bom rekel, pričakovanja in vrednote, če tukaj lahko uskladita, ne? Potem dejansko nobenega problema ne bo. Ne? Ampak v vsakem primeru ne pozabiti nase, ne pozabiti, da dejansko moramo tudi sebe hraniti z drugih strani, ne? In da dejansko ne izgubimo tisto, kar nas je delalo atraktivne v prvi fazi, da smo sploh prišli skupaj. To je bilo eno sporočilo za danes. Ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.